Zaključuje se leto 2020. Nihče pred enim letom ni pričakoval, kaj nam leto 2020 prinaša. Kaj bi torej rekel ob zaključku leta kot gospodarstvenik in kot predsednik Gospodarske zbornice Slovenija? Ja, Benjamin, pozdravljen. Leto 2020 je bilo izjemno. Nismo pričakovali, da bo koronavirus tako vplival na naše življenje in naše poslovanje. In bilo se je treba znajti čez noč, sprejeti ogromno sprememb zakonodaje, zaščititi ljudi, naj si bo to doma ali pa na delovnih mestih, ter seveda izjemno veliko sodelovati med ključnimi partnerji v družbi, naj si bo to politika, gospodarstvo, zdravstvo, da smo danes prišli do točke, kjer lahko vidimo neke vrste luč na koncu tunela, glede na to, da so cepivo že deli po posameznih državah in da bomo verjetno v naslednjih mesecih lahko prišli do tiste točke, ko bomo lažje zadihali. V tem trenutku seveda ugotavljamo, da bo gospodarstvo imelo seveda padec rasti v večini držav Evrope zaradi lockdowna, ki je prizadelo marsikatero dejavnost na področju storitev, turizma, manj pa na področju industrije, ki je v skladu z vsemi navodili uspešno lahko tudi funkcionirala. In v Sloveniji se seveda nadejamo, da bo drugo leto tisto, ko bo pravzaprav začelo gospodarstvo tudi ukrevati. Kaj pa leto 2021? Zrete v novo leto z optimizmom oziroma kakšna so vaša predvidevanja na področju gospodarstva? Banka Slovenija napoveduje za letos 7,6% padec BDP-ja, za leto 2021 pa 3,1% rast. Ja, smo neke vrste zmerni optimisti za leto 2021. Zmerni v tem smislu, kajti vemo, da bo tudi v letu 2021 veliko izzivov na področju obvladovanja pandemije, v smislu tudi omejenih dejavnosti, predvsem na tem turistično-gostinskem delu, kjer prihaja do druženja ljudi. Še verjetno v letu 2021 bo tukaj določene omejitve. Na drugi strani pa po vseh napovedih industrija, jaz mislim, da bo imela dobro leto pred sabo, kajti napovedi so take, da se bo industrijska rast nadaljevala. In jaz pričakujem neke vrste miks, bom rekel, tudi v Sloveniji pozitivnih učinkov iz naložb države, kajti veste, da se dela drugi tir Karavanke, tretja razvojna os, ogromno se tudi obnavlja po lokalnih cestah in država na tak način lahko spodbuja tudi gospodarsko rast. Na drugi strani Evropa je sedaj razdelila veliko pogačo denarja za naslednjo finančno perspektivo. Tukaj v Sloveniji sedaj delamo na izboru glavnih projektov v okviru investicijske platforme, ki bi jih radi podprli in s tem tudi zagotovili dvig dodane vrednosti, kaj je pravzaprav tisti naš ključni cilj, da bo, bom rekel, potem to obdobje, kjer bomo skupaj z evropskimi sredstvi podprli ključne projekte gospodarstva, resnično takšno obdobje, da bomo lahko uspešno prestrukturirali gospodarstvo. Jaz se vsekakor nadejam, da bo prišlo mogoče tudi zaradi te korone do hitrejšega prestrukturiranja gospodarstva v smislu večje še digitalizacije in tudi pametne specializacije, kajti na nek način ljudje so se sedaj toliko ozavestili, kaj pomeni energetski prehod, kaj pomeni odnos do okolja. Videli smo delfine v Benetkah po dolgem času in jaz mislim, da to bo vsekakor tudi nekaj pozitiven efekt imelo na, bom rekel, na te procese, ki jih v gospodarstvu sedaj izvajamo. Dragi gospod predsednik, pred slabim tednom si na vrhu gospodarstva omenil Slovenija 5.0, družba trajnostnega razvoja. Akcijski načrt Slovenija 5.0, ki ga je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije, naslavlja pot, kako doseči strateški načrt višje produktivnosti tja do leta 2025 za 40%. Kako ti komentiraš ta akcijski načrt in kaj je tisto,
kar bi moralo stati na to-do listi za leto 2021, pomeni prihodnje leto, sicer pa še tudi eno podvprašanje, ki se glasi, ali vas Vlada Republike Slovenije pri tem načrtu s trenutnimi vladnimi ukrepi za razbremenitev podjetij in ohranjanje delovnih mest zadosti podpira? Ja, Slovenija 5.0 je iniciativa, ki smo jo zaštartali po zgledu tudi Japonske, kjer si želimo, da bi tehnološke rešitve iz 4. industrijske revolucije prinesle nekaj dobrega za vse v državi, in pod tem sloganom Slovenija 5.0 se zavzemamo za ohranitev vseh tistih stvari, ki so v Sloveniji lahko zgled za druge, ter seveda izpeljati eno resno prestrukturiranje slovenskega gospodarstva, ki zaostaja za najboljšimi v Evropi. In jaz mislim, da je čas, da začnemo razmišljati bolj kot zmagovalci, ne kot sledilci, in izpeljati tiste projekte, ki nam bojo prinesli boljše izdelke, zahtevnejše izdelke z višjo dodano vrednostjo in s tem tudi s tem omogočili zmanjšati ta zaostanek za najboljšimi v Evropi. Kaj bo država seveda pomagala, je, da bo ustrezno plasirala večino sredstev iz naslednje finančne perspektive v tiste projekte, ki bodo donosni, ki bodo pripeljali res boljšo dodano vrednost, ter seveda, da bo omogočila, da bo ta ves znanstveno-raziskovalni sektor, ki je pod okriljem države, še bolj motiviran za sodelovanje z gospodarstvom, da bo dobil tudi več sredstev, kjer tudi na nek način zaostajamo za primerljivimi državami oziroma za državami, z katerimi se hočemo primerjati. In jaz bom rekel, da smo že v tem letu dokazali, da lahko z vlado dobro sodelujemo, kajti izpeljali smo 7 sprememb zakonodaje v okviru teh tako imenovanih PKP paketih, in jaz sem tudi trdno prepričan, da bo v letu 2021 tisto, kjer bomo skupaj z vlado naredili še tiste premike zakonodaje, ki nam bojo resnično omogočili boljše poslovne okolje in s tem seveda tudi zagotovilo, da bomo, bom rekel, prišli do teh ciljev, ki smo si jih ambiciozno zastavili. Dragi Boštjan, cenjeni prijatelj, posebej pa predsednik Gospodarske zbornice, prav lepa hvala za pogovor. Preden pa, da bom zadnjo besedo dal tudi tebi, bi se tudi jaz rad kot predsednik Slovenske gospodarske zveze vam vsem zahvalil za sodelovanje v letu 2020, katero ni bilo enostavno, in ob tej poti želim vsem lepe in mirne božične praznike ter srečno, zdravo in uspešno novo leto 2021. Hvala, Benjamin. Tudi jaz bi se rad iskreno zahvalil v imenu Gospodarske zbornice Slovenije, Slovenske gospodarske zveze za veliko nasvetov, ki smo jih dobili v tem letu od vas, da smo lahko pripeljali določene rešitve v Sloveniji tudi naprej, in iz srca se zahvaljujem za to pomoč, ki je bila med obema organizacijama in med številnimi posamezniki, ki smo s tem tudi dokazali, da je v sodelovanju moč, in jaz se tudi nadejam takšnega sodelovanja za naprej, ter želim seveda vsem vam na avstrijskem Koroškem resnično mirne praznike, dober prehod v novo leto ter ostanite zdravi. Hvala.